današnjega tekmovanja in zdravljica Republike Slovenije. Ob svečani otvoritvi današnjega 51. krosa občinskih reprezentanc Slovenije. Takole besedo in mikrofon predajam županu občine Ravne na Koroškem, županu dr. Tomažu Roženu. Hvala lepa, spoštovani atleti, atletinje, starši, trenerji, funkcionarji, lep pozdrav na Ravnah na Koroškem. Veseli smo, da lahko že tretje leto zapored, tokrat tudi na občinski oziroma krajevni praznik mesta Ravne na Koroškem, gostimo kros občinskih reprezentanc, nekdanji kros dela kot izjemno priznano atletsko tekmovanje. Želim vam seveda prijeten tekmovalni dan na Ravnah. Veseli smo, da se vračate v to lepo okolje našega doma telesne kulture, našega grajskega parka. Želim vsem seveda veliko uspeha, nobenih poškodb in pa seveda čim bolj prijeten dan tukaj na Ravnah. Naše mesto ste popestrili z lepo športno prireditvijo in kot rečeno, ravno na naš mestni praznik, ki ga praznujemo ob 1 uri tukaj pred domom telesne kulture, tudi tja vabljeni na brezplačno malico oziroma pogostitev ob prazniku našega mesta. Lep pozdrav in hvala za vaš obisk. Hvala županu dr. Tomažu Roženu za te spodbudne besede, hvala tudi mestni občini, ki podpira današnjo prireditev. Takole besedo in mikrofon pa predajam tudi predsedniku Zveze športnih društev Ravne na Koroškem, gospodu Danilu Čebulju. Lep pozdrav tudi v imenu Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. V tem pričudovitem dnevu mislim, da se boste počutili tako, kot bo lep dan. Najprej bi se seveda zahvalil Koroškemu atletskemu klubu za tako lepo prireditev, za tako množično zadevo, ki ste jo pripeljali na Ravne. Pripričan sem, da boste dosegli svoje športne rezultate, ki ste si jih zadali in da boste res preživeli na Ravnah lep dan. Tako kot je župan rekel, tudi jaz se pridružujem temu, da greste z Ravn brez nepotrebnih športnih poškodb. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu Danilu Čebulju za te spodbudne besede. Takole in prav je, da mikrofon predamo tistemu, ki je imel zadnje dni veliko dela in sicer to je predsednik Koroškega atletskega kluba, gospod Bojan Pogorevc. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem tekmovalcem, tekmovalkam, vsem, ki ste jih prišli spodbujati, vodjem ekip. Verjamem, da bo tukaj na Ravnah lepa športna prireditev, 51. kros občinski reprezentanc, že 3. leto zaporedoma, da tukaj organiziramo na Ravnah, torej tudi eno priznanje nam vsem, ki se tukaj trudimo, da to prireditev uspešno izpeljemo. Hvala obema predgovornikama za spodbudne besede in še enkrat danes tukaj športno na Ravnah v tem lepem sončnem vremenu. Želim vam najboljše rezultate in seveda, da tisti, ki ste tudi najboljše pripravljeni, danes tukaj zmagujete. Hvala. Takole, hvala tudi gospodu Bojanu Pogorevcu, hvala torej vsem trem mojim sogovornikom, hvala dr. Tomažu Roženu, županu, ki se v tem trenutku postavlja, kajti ima že druge obveznosti v občini. Sonce je posijalo, spoštovane atletinje, spoštovani atleti, spoštovani trenerji, spremljevalci, spoštovani gostje, vsi skupaj lepo pozdravljeni na Ravnah na Koroškem, kjer bomo letos izpeljali, izvedli že 51. kros občinskih reprezentanc Slovenije. Že kličemo mlajše pionirje, letnik rojstva 2005. Torej, mlajši pionirji, letnik rojstva 2005, kličemo vas na štart, torej še zadnji poziv za mlajše pionirje, ki bodo štartali ob 11. uri. Tako, vsi tisti, ki ste se nam torej malce kasneje pridružili, še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli na Ravnah na Koroškem, kjer bomo danes izpeljali torej 51. kros občinskih reprezentanc Slovenije. Že lani smo bili tukaj
Bilo je hladno, oblačno, danes pa nas je vse skupaj torej pozdravilo sonce in verjamem, da bo tako ostalo vse tja do 14. ure, ko bomo spoznali oziroma ko bomo izvedeli, kdo je vse ekipni državni prvak, kdo ima najboljše tekače v tej prelepi, čudoviti Sloveniji. Takole medtem so že štartali mlajši pionirji. Tukaj v bližini štartno-ciljnega prostora že lahko pozdravimo prve atlete, sicer še niso v cilju, v tem trenutku pa v najboljšem položaju Marin Kladošek iz občine Maribor, vendar seveda zadeva še ni odločena, še približno 350-400 metrov je do samega cilja. Številko 4 Marin Kladošek v tem trenutku še vedno v vodstvu, vendar tesno za njim. Eden od tekmovalcev, ki ga spremlja takole, njegova senca v tej prvi tekaški preizkušnji, torej štartali so oziroma tečejo mlajši pionirji A letnik rojstva 2005. Takole še en malce večji zavoj v levo, potem pa se bodo tekmovalci že prikazali tukaj v bližini cilja. Kmalu bomo lahko torej prve oziroma najboljše že pozdravili v ciljnem prostoru. Torej še 30-35 metrov do cilja ima sta najhitrejša v tej prvi kategoriji in mislim, da že imamo v cilju tista najhitrejša številko 21, tako je, mislim, da v cilju zmagovalec Gal Golob iz Velenja. Gal Golob iz Velenja, ki je takole vso pot sledil Marinu Kladošeku, ki je pritekel v cilj kot drugi in na koncu ga takole pofiniširal, bi lahko dejali po atletsko, v zadnjih metrih in zmagal, torej zmagovalec Gal Golob iz občine Velenje, drugi v cilju Marin Kladošek iz občine Maribor. To sta torej najhitrejša, neuradno seveda, kajti uradne rezultate bomo dobili kmalu. Tako da mlajši pionirji A letnik rojstva 2005, ki so tekli na 1000 metrov dolgi progi, so že opravili svojo nalogo, z odliko bi lahko dejali. Takole v tem trenutku pa so na štartu že mlajše pionirke A letnik rojstva 2005. Pazi! Kaj naprej, Manija, zdaj? Katera je zmagala, katera bo torej tista, ki bo v tej kategoriji stala na najvišji stopnički. Takole dekleta se torej bližajo cilju in ko v cilj pride še zadnje dekle v tej kategoriji, bomo opravili svečano podelitev oziroma bomo najprej otvorili tekmovanje, potem pa opravili svečano podelitev za fante, ki so že opravili svojo nalogo in so tekli teko na 1000 metrov. Takole imamo zmagovalko številko 246 v cilju Noa Tušek iz Slovenske Bistrice, v cilju najboljše 3. Druga v cilju številko 24 Eva Založnik iz občine Celje. Takole in tudi tretja, mislim, da je Celjanka. Bližini štartno-ciljnega prostora. Seveda bomo pa najboljšim podelili tudi pokale, torej gre za pokale za najboljše ekipe v posamezni kategoriji. Zato naprošam pri mlajših pionirjih
Celje, Velenje in pa Maribor, vsaj po enega predstavnika in pri dekletih Velenje, Ravne na Koroškem. S svečanimi podelitvami in razglasitvami rezultatov in vse, ki smo v tem trenutku klicali oziroma že nekako priklicali k podelitvi, da se čim prej oglasijo v bližini podelitvenega odra zaradi svečane podelitve in razglasitve rezultatov. Tretje mesto Miha Ažnoh, Ravne na Koroškem, 3 minute 37 sekund in 3 desetinke. Torej, tretje mesto Miha Ažnoh. Čebulj podeljuje. Predsednik. Gospod Čebulj, predsednik športnih društev Ravne na Koroškem, podeljuje kolajne, torej v tej prvi kategoriji. Takole drugo mesto, druga stopnička Marin Kladošek, občina Maribor, 3 minute 31 sekund in 6 desetink. In zmagovalec v zadnjih metrih, videli smo ta ogorčen boj med Galom in Marinom, zmagovalec torej Gal Golov, občina Velenje, 3 minute 30 sekund in 9 desetink. Takole to so najboljši trije. Takole, če pa imamo že pripravljene pokale oziroma plakete. Takole in še ekipni rezultati za to kategorijo. Tretje mesto. Takole, fanti, če stopite z zmagovalnega odra, stopite prosim z zmagovalnega odra in poslušajte. Tretje mesto je osvojila občina Maribor. Občina Maribor, tretja stopnička. Takole, fantje, pogumno, zaslužili ste plaketo, ki vam jo podeljuje gospod Čebulj. Drugo mesto je osvojila občina Ravne na Koroškem. Ravne na Koroškem na drugem mestu. In zmagovalci v tej kategoriji, fantje iz občine Velenje. Velenčani, iskrene čestitke. Takole za vas pa pokal, drugo in tretje mesto pa plaketa. Tako, in glede na to, da smo že v formi pri podeljevanju, takole s podelitvami bomo seveda nadaljevali takoj, in sicer mlajše primerke A letnik rojstva 2005. Šesto mesto je osvojila Eva Rakuša. Šesto mesto Eva Rakuša. Peto mesto Mojca Točaj Kojčnik. Četrto mesto Ina Miklavžin. Tretje mesto Tija Tanja Živko, Celje. Takole diplome boste prejeli ob mizi s pokali. Drugo mesto Eva Založnik, Celje. Čas tretje vrščenje 3:47 desetinki. Drugo mesto Eva Založnik, 3 minute 41 sekund in 4 desetinke. In zmagovalka v tej kategoriji Noa Tušek, Slovenska Bistrica, 3 minute 39 sekund in 0 desetink. Takole še ekipni rezultati. Tretje mesto je osvojila ekipa, dekliška ekipa iz Maribora. Dekliška ekipa iz Maribora. Stopite na tretjo stopničko, dekleta. Drugo mesto je osvojila ekipa iz Velenja. Drugo mesto Velenje. In zmagovalna ekipa prihaja iz Celja. Celje, zmagovalna ekipa pri dekletih, mlajše primerke A letnik rojstva 2005.